samo še to, da rečem, da je tisto, kar še zmeraj nekoliko razlikuje tudi od najdrastičnejših primerov obvladovanja države, strani države obvladovanja tovrstnega servisa, je to, da so naši novinari in vsi, ki ustvarjajo RTV programe, RTV Slovenija, javni uslužbenci. Še zaostrimo, so državni uslužbenci. O svojih plačah se pogajajo z ministrom. Na boljše je šlo, prej smo se morali z ministrom za notranje zadeve. Sedanja vlada ima ministrstvo za javno upravo, tako da je to gospod Virant, prej je to bil gospod Bohinc, minister za policijo, se je pogajal, je bil tisti, ki se pogaja sindikati javne uprave, tako tudi sindikatom. O plačah. Ne pozabite, če sledite pozorno, gospod Virant je še pred kratkim rekel, bomo uredili boljše plače za novinarje RTV-ja. Če vam to obljubi minister v vladi, je treba malo razmisliti. Kako je do tega prišlo? Prišlo je do tega tako, ker so novinari, in to tudi ne smemo pozabiti, v tej državi so novinari RTV Slovenija med najslabše plačanimi. To tudi ni... Ni res, Brankica, ni res. Ko gremo na vzgor, so potem se lahko tle. Gremo na vzdolj je... V smislu, v primerjavi z nacionalnimi mediji, evo da govorimo o teh kategorijah. Če ne vzameš male medije, v osrednjih nacionalnih medijih imajo najmanjše plače in pri tem je nastala želja, da bi si zagotovili boljše plače. Leta 2002, ko je do tega prišlo. In so si prizadevali, da bi postali del sistema javnih uslužbencev. To dobili in je zdaj... Smo, kjer smo.